Den kan man ikke få kvæt. Ja sem ti rekel, da bi mogla več vaditi. Kaj pa vidva? Ja, bomo še malo povadila. Malo se bo začela proslava za dan žena. Ne vem, kaj z vama nečne vita. Uder je že znanje odprt, pa puna dvorana. Vidva pa tu ne vata. Poglej, sploh nismo obmerkala, ampak neč skrbeti. Mama midva eno drugo naštudiramo. Poslušajte.
ste pa dobro zvadle. Ste kaj živčne? Vadle, še sosedova tetka nas je prišla gledat. Tok smo skakale. Posluš, zakaj pa bi bila živčna? Vse nam je dobro šlo. Kaj dekleta, ste imeli kaj tremo? Kako tremo nek, se smo vajeni nastopati. Kaj si kdaj pomislila, koliko vaj za tem, kam mi deni znamo? Velikokrat. In za vsako vajo je bil nekdo, ki nam je pomogel. Ja, največkrat so to bile ženske, mame pa babice. Tiste, ki nikdar ne obupajo. Ko rečejo, ni še vse tako bi moglo biti, pa še bo. Vičijo nas, da ni samo znajek put do uspeha. Ja, tudi potruditi se je treba. Pa spoštovaje do sebe in do drugih. Vsaka vaja nas malo spremeni. Vsako vičeje nas naredi bolj močne. Zato pa danes ne praznujemo samo dan žena. Praznujemo potrpežljivost, pogum in znanje. In vse ženske, ki ste tu in nas večite, da bi bili boljši, hvala vam za vsak korak, ki ga naredite za nas. Tudi to je bilo dobro, se mi je dopalo, lepo je bilo povedano. Ja, moramo biti spoštljivi in potrpežljivi do sebe in drugih. Pa biti vztrajni in potrpežljivi. Ja, prav imate.
Ja, res je, začne se pri tradiciji. Kaj lahko rečemo tudi za naslednji inštrument, ki nas pobuža počasi in nežno. Sara, to je bilo pa res počasi, nežno in še za dušo. Mihi, ki citre ti ne poznajo hiteja. Kaj pa poznajo? Potrpežljivost, Mihi. Tu pa ni nastalo ob enem dnevi. Ja, kaj se pa pominaš? Veš, koliko vrst smo porabili za to? Velikrat smo se tudi zmotili. Se Denis je pa vse vredi, ne? Veš, Lina, Denis je dan žena. Ja, vem, moški imajo veliko brige, da ne bi kaj narobe naredili. Veš kaj, vse se tudi oni znajdejo. Ja, očetje pomagajo pri nalogah. Pol pa rečejo,
Nič ni brez mene. Kaj pa detki, ko mislijo, da vse znajo? Znajo. Posebej onde, ko se gre za vnuke. Učitelji tudi znajo pomagati. Oni ti bojo pa tolikrat razložili, da boš ja zastopila. Kaj pa rečeš za ženske? One imajo pa posebno super moč. Potrpežljivost, nežnost, spomin. Ja, res je. Še bi lahko naštevala. Ali Denis praznujejo ženske? Se jim zahvalimo. Posluš, dajmo se tudi moškim, ker brez vseh skrb ne bi šlo. Hvala vam. Sem naslutno, da ste še na nas moška podregnila. Kaj pa bi? Tudi vas smo mogle, ne Lina? Si že tako rečete, da ste ogroženi. Comodo
lipa make bejna je, la la la, le le la la, da lipa make bejna je. Che mi je meni vidivo, che mi je meni vidivo, la 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 la, le la la, che mi je meni vidivo. Ko to bodriveš večera, ko to bodriveš večera, la 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 la, le la la, ko to bodriveš večera. Dobro videti očevo, da dobro videti očevo, la 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 la, le la la, da dobro videti očevo. Da lipa make bejna je, da lipa make bejna je, la 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 la, le la la, da lipa make bejna je. Che mi je meni vidiva, che mi je meni vidiva, che mi je meni vidiva, che la la la, le la la, che mi je meni vidiva, che bejna je, che bejna je, che bejna je. Se pa že vse učutilo. Ličeje, vaje in spoštovaje. Se popevajo že dobrih 105 let. Zaploskajmo vam še enkrat. Na oder vabim gospo Mihajlo Blaževič, predsednica Kulturnega društva Kapele, da nam nameni nekaj prijaznih besed. Spoštovani, mislim, da ste vsi polni lepih občutkov, tako kot sem jaz danes po tej prireditvi, se še ni konec. Na začetku nežni, otroški glasovi, inštrumenti, ples. Pripravili so nam program, tako ga že zadnja leta, mislim, da že 5-6 let. To isto počnejo z enakim entuziazmom. Otroci prihajajo, vedno novi se vključujejo v te dejavnosti. Res hvala otrokom, hvala mentorci, hvala staršem, ki se aktivno vključite, da pripravite tak program. Res lepo, pripravite ga za nas, ženske, mislim pa, da tudi za vse nas, tudi za moške. Vsi se najdemo v teh zgodbah, ki jih slišimo. Počutimo se, če gledamo poročila, vse grozote okoli, kot enem mehurčku. Mehurčku, ki vztraja, ki vztrajno uči vrednote, ki vztrajno uči prijateljstvo, prostovoljstvo in dobrobit dela v manjšem kraju. Dobrobit za preživetje tukaj na naši meji. Upajmo, da ta mehurček še dolgo ne bo počil. Da bo ostalo pri nas tako, kot je, kot smo navajeni. Otroci pa tudi, ostanite polni entuziazma. Še prehitro boste prišli v ta nori svet. Svet, kjer samo hitimo, samo nekam divjamo. Ampak se znamo ustaviti. Znamo se ustaviti pri takih trenutkih, kot je ta danes. Hvala vam še enkrat. Res lepa hvala. Seveda pa na naši prireditvi so nas počastili tudi vabljeni gostje, kot sta podžupanja gospa Florjaničeva in gospod podžupan Petančič. Predsednika KS ste videli, nekaj imel zdrav in težave. Bi pa lepo prosila, če bi kater kakšno lepo besedo povedal nam, kot krajanom, kot otrokom, kot društvo, kot našim pevcem, ki so danes imeli, bi rekli, neko generalko za odhod na pesem, našo pesem, to je najvišja inštanca, tekmovalna inštanca za ljubiteljsko kulturo, za petje, tako da res so dobri. Prvič tokrat po 105 letih. Hvala. Tudi do tega pride, dober večer.
Spoštovana predsednica Kulturnega društva kapele, gospa Mihaela Blaževič, dragi člani sekcije za ohranitev dediščine, spoštovani gostje in vsi nastopajoči. V imenu občine Brežice vas iskreno pozdravljam na današnji prireditvi, ki jo posvečate Dnevu žena. Veseli me, da se srečamo v okolju, kjer se prepletata kulturna ustvarjalnost in skrb za dediščino. Saj prav ta povezava daje kapelam poseben značaj. Dan žena je priložnost, da se poklonimo pogumu, vztrajnosti, ustvarjalnosti žensk, ki si svojim delom, pristojnostjo obogatijo našo skupnost. Lepo je, da je ta praznik obeležen z dogodkom, ki ga oblikujete ljudje, ki znate ceniti tradicijo in jo prenašati v prihodnost. Članom sekcije za ohranitev dediščine se iskreno zahvaljujem za vaše predano delo. Se svojim znanjem, prostovoljstvom in ljubeznijo do domačega kraja skrbite, da je kulturna identiteta kapel ostaja živa in vidna. Vaše aktivnosti so pomemben del evropskega projekta Doživi kapele, ki našemu kraju odpira nove priložnosti in ga predstavlja kot zanimivo, pristno in doživeti polno destinacijo. Občina Brežice vaše delo ceni in ga podpira in tako bo tudi v prihodnje. Vaša zavezanost je temelj, na katerem lahko gradimo povezano, ponosno in ustvarjalno lokalno skupnost. Ob današnjem prazniku želim vsem ženam in dekletom iskrene čestitke in veliko spoštovanja, navdiha in lepih trenutkov. Vsem skupaj pa prijeten večer in uspešno nadaljevanje projekta, ki kapelam daje nov utrip. Hvala. Najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom povedala čisto iskreno, jaz danes tukaj nisem politično, nisem v imenu občine, ampak sem preprosto prišla kot mama. In sicer prišla sem tako, da mi je vaša predsednica, vašega podmladka, poslala eno prijazno povabilo. In jaz nisem bila na takšen dogodek povabljena vse, odkar moj otrok več ne hodi v šolo. Zdaj pa star že 26 let. Tako da danes sem tole izključno na povabilo in bom rekla, ker sem želela zopet doživeti ta 8. marec, tako kot sem ga včasih. Rada bi povedala to, da 8. marec ni samo datum na koledarju. 8. marec se mi zdi, da je en opomnik. In sicer opomnik na vse premike in vse delo, ki so ga ženske opravile v preteklosti in kaj so vse naredile za nas, da živimo danes tako, kot živimo. Da smo dobile volilno pravico, pasivno in aktivno, da lahko hodimo v službe, brez da bi bile zaradi tega kaj manj vredne, ampak smo več vredne, da včasih držimo ne samo 3 vogale, ampak nekatere celo 4 vogale pri hiši, da se od nas pričakuje, da smo obenem nežne in obenem močne, da ostanemo potem, ko zelo globoko včasih tudi pademo in da živimo življenja, kot se, bom rekla, za današnji čas in za današnje okolje spodobi. Res, da je včasih slišati, tako da smo neke super ženske, tako ko so rekli prej dekleta na tem odru, ampak to seveda ni res. Potrebujemo tudi moške. Potrebujemo ta yin in yang, da se tudi mi počutimo varne, da se počutimo koristne in da se počutimo lepo. Jaz bi vam vsem preprosto zaželela, da ostanete pogumne, da ostanete to, kar ste, da ste same svoje, da s svojimi možmi, otroci in vsemi, ki jih imate rade, preživite ta dan in še vse ostale v letu, tako da se imate lepo, srečno in srčno in pogumno naprej, ženske.
Klaus, verjetno ste pogledali, komu je ta pesmica bila namenjena, ne? Seveda mamicam, ženam, oziroma dal še bolj ženam, ne? In bi imel cele te ekipe vsem ženam en lep praznik in imejte jih rad in možje celo leto. In zdaj bomo na tako pesmico zaigrali, da lahko zvan zapojete, mi smo radi, za žene velja, za mamice in za sosede in za vse. Imejmo se radi. To so pa pravi virtuozi. Se strinjate? V imenu podmladka bi rad izrekel en velik hvala sekciji za ohranitev dediščine, občini Brežice, krajevni skupnosti, gostilni Erban in vsem, ki nam pomagate in nas podpirate pri našem delu. Brez vaše pomoči bi težko realizirali vse svoje ideje in plane. Posebej se zahvaljujemo Mateji, Andreji, Mihelci, Lidiji, Nataši, še eni Nataši, Vlasti, Miheli, Slavici in Mileni za pomoč pri izvedbi te prireditve in jih tudi vabimo na oder. Zaslužili si še en velik aplavz. Se strinjate? En velik hvala gospodu Toniju Sotošku, ki skrbno vodi naše kapelske muzikante, in Kati Bogovič, ki nam s svojim moškim pevskim zborom kapele vedno znova pobožajo dušo. Pridružite se nam. Na oder vabim še vse ostale nastopajoče otroke. Hvala lepa. Vi, drage obiskovalke in
obiskovalci, pa nikar po končanem programu ne odhajate domov, saj smo za vas pripravili majhno pogostitev, ob kateri bomo imeli priložnost reči besedo ali dve o našem delu.